V zadnjem času se porajajo vprašanja in pa ideje o socialnih trgovinah. Kaj vi menite o tej ideji in kakšno je vaše mnenje, na kakšen način bi se lahko te ideje potem tudi implementirale v praksi? Torej, ideja je odlična in da je odlična, kaže tudi to, da pravzaprav nastaja kar nekaj iniciativnih skupin, ki razmišlja o tem, kako bi to idejo tudi uresničilo v praksi. Vsekakor je ta krizni trenutek verjetno pripomogel k temu, da se vsi bolj ukvarjamo z razmišljanjem o temu, kar nekje v tujini že nekaj časa imajo. Gre preprosto za trgovine, kjer bi socialno ogroženi ljudje lahko kupovali življenjsko pomembne artikle ceneje, kot bi jih kupovali v normalnih trgovinah. To seveda pomeni, da potrebujemo nosilca te dejavnosti. Primerjave po svetu so pokazale, da v največji meri so to humanitarne organizacije oziroma društva, lahko pa so tudi drugi subjekti. Tisto, kar se mi zdi pomembno, je, da so to subjekti, ki delujejo na neprofiten način. To se pravi, da jih ne žene želja po ustvarjanju dobička, ampak to, da pač zagotavljajo neko dejavnost, ki je krvavo potrebna za pomoč ljudem. Druga stvar, ki pa je pomembna, pa je, kdo v teh trgovinah dela. To se pravi, lahko so to samo prostovoljci, lahko pa težimo k temu, da se v teh trgovinah zaposlujejo težje zaposljivi ljudje, kar je tudi osnovna ideja iz Ptuja. In pa tretja stvar, zelo dobra logistična povezava s tistimi, ki bi robo za prodajo v teh trgovinah odstopali ali recimo prodajali po nižji ceni. Tako da tukaj je kar precej konkretnih stvari in seveda z veseljem čakamo na prve eksperimente, ki bodo začeli z delom. Zdaj v sedanjem trenutku neko formalno pravno podlago za ustanavljanje tovrstnih trgovin predstavlja 25. člen Zakona o društvih, ki pravi, da lahko društva za tudi pridobitne namene izvajajo dejavnost, ki je blizu ali sorodna njihovi osnovni dejavnosti. Ali so kakšni temelji že postavljeni? To so res prvi razmisleki, o katerih smo se pogovarjali. Moram tudi reči, da sem obvestila o tej ideji ministra za delo, družino in socialne zadeve in tudi sami so rekli, da bodo skupaj z nami pač pristopili k iskanju najustreznejšega zakonskega temelja. Poraja se samo vprašanje, kako potem trgovine, velike trgovske centre pripraviti do tega, da bi to robo potem prenesli odstople. V te trgovine. Veste, tako vam bom povedala, to ni edina ideja, ki je že tik pred implementacijo. Ravno prej, ker jaz pač sodelujem tudi z Rdečim križem, sem govorila s sekretarko mestne organizacije Ljubljana, oziroma kva imamo mi pokrajinska enota Ljubljana in oni ravno tako zdaj le županom se že pogovarjajo tudi o ustreznih lokacijah. Pravijo, da imajo robe za zagon socialne trgovine za 3 mesece že, veste, ker oni že zdaj sodelujejo s trgovci.